Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je minuli ponedeljek v Domu Svobode v Slovenski Bistrici pripravila glasbeno-pogovorni večer z Manco Izmajlovo. Gostja je predstavila svoj priročnik z naslovom Vdihni življenje s polnimi pljuči. Če ima alveol, spet se manj te izmenjave plinov dogaja, razen tega pa slabijo te naše notranje mišice dihanja. To niso tiste mišice, ki jih lahko razgibamo z neko običajno telovadbo ali pa če gremo v hrib ali pa na kolo. To so dihanje, ki prav delajo, mišice, ki delajo dihanje in tudi te slabijo, tako kot vse druge mišice na telesu. Tako da starejši človek, tudi če je zelo vitalen in zdrav in skrbi za sebe, bo imel recimo za 40% manjšo pljučno kapaciteto, kot jo je imel v mladosti. Zato, ker enostavno se pač ta aparat peša, tako kot peša vse drugo v telesu. Slabo dihanje potegne za sabo tudi slabši pretok krvi, slabše delovanje srca, ritmičnost srca in ritmičnost dihanja, ker sta popolnoma z roko v roki, sta si izjemno povezana, tako da če imate težave s pljuči, je velika verjetnost, da bo tudi težava s srcem se pojavila. Jaz sem vedno sicer zelo rada pisala, tudi ali pisma ali kakšne take krajše opise, dopise in tudi imela izdelano mnenje o marsičim, se je zelo zapomnila, s kom sem se pogovarjala o kakšni stvari in potem tudi s katerim strokovnjakom in potem, ko so me drugi ljudje spraševali za kakšne nasvete, zakaj pevci uporabljamo, na kaj prisegamo. Ena tipična recimo je tisto, če pijemo surove jajca, ki jih ne, saj jaz ne, ampak delamo pa marsikaj drugega, recimo verjetno še niste slišali, da si damo kakšno kapljico breskovega olja v nos, da se glasilke naolijo, pa cel kup enih takih stvari, kako v kali zatreti virozo, kako si povrniti glas na hitro. V Rusiji sicer veliko teh stvari kar z vodko rešujejo, ampak ni vse tako. Čeprav je tudi notri en recept iz Bolšoj teatra, ki vključuje pogreto pivo. Ni kuhano vino, ampak je kuhano pivo. Je tudi zelo zanimivo, ampak jaz sem ga preizkusila in dejansko deluje. Proti zelo hudemu kašlju, izgubi glasu, kuhano pivo z medom, tako tudi malo gre v glavo. In potem naslednji dan je glas bistveno boljši. Opisala sem tudi svoj odnos do športa, do prehrane, celo nekaj receptov je notri. Naučila sem se veliko v teh državah, ki sem bila, pa tudi seveda od svoje družine, od svoje babice, od svojih staršev. In tudi nekaj par teh kolumen v odnosu do življenja, ki sem jih pisala za prilogo dela Good Life, tako da so tudi bile že preverjene pri bralcih, sem vedela, da jim je všeč. Nekaj nasvetov za lepoto, moja super živila in vse skupaj se dostikrat vrača k taki nekakvi preprosti kmečki pameti, ki jo smo v vseh teh navalih stvari, ki jih smo prejeli iz celega sveta, kitajskih, takih sadežih, južnoameriških, inkovsko zlato, žitu. Na koncu pa pač, da se vrnemo k tistim metodam naših babic in jaz sem se kar nekaj teh metod tudi v Rusiji naučila, ki so zelo blizu tudi slovenskemu organizmu in slovenski mentaliteti, recimo ovsena kaša, črna redkev, črne suhe marelice, vse to so moja super živila, v knjigi pa piše zakaj in na kakšen način do tega pridemo. Tako da je to zelo taka raznolika knjiga, taka življenjska in sigurno ni zadnja. Gre za prvo knjigo na svetu, ki vsebuje različne nasvete in razkriva rutine, ki jih za boljše psihično in fizično zdravje, odlično formo ter lep izgled uporabljajo profesionalni odrski ljudje. Rdeča nit knjige pa je povrnitev kvalitetnega, polnega dihanja s pomočjo ruske dihalne telovadbe. Manca Izmajlova je ob tej priložnosti zapela tudi nekaj pesmi. In sedaj spet vem, da
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je v ponedeljek organiziral božično-novoletni koncert. Pred številnim občinstvom v viteški dvorani Bistriškega gradu sta nastopila oktet Planika in ženska vokalna skupina Virtus. Pred dnevi je izšla druga pesniška zbirka Draga Čoža z naslovom Žlahtno-žlehtni verzi. Več o zbirki in o ostalih svojih načrtih je avtor povedal na predstavitvi v hotelu Leonardo. To je moja druga pesniška zbirka. Prva je išla daljnega leta 1984 pod naslovom Humor v verzih, takrat v samozaložbi in pa v nakladi 4000 izvodov, ki je praktično pošla čez noč. Takrat so bili neki drugi časi in je bilo to pač izvedljivo. Zdaj ta zbirka je še topla, sveža, išla je v ponedeljek, tokrat ne v samozaložbi, ampak jo je izdalo moje satirično gledališče v Ščip teater v nakladi 500 izvodov. V zbirki je 30 igrivih, nagajivih sonetov in pa 17 satiričnih pesmi, ki sem jih praktično polovil, če smem tako reči, po mojih kabaretnih besedilih in jih spravil pod eno streho.
Previdno prosim, dvignite me stav, saj konec koncev nisem vreča peska, čemu na tleh sem pravzaprav končal. Kot kost, ki jedec ločijo od zrezka, zapite živ to čaj, ko brhko zro. Požirek ali dva bi še na krido, v zakotju nagovarja tip gospod. Pod stropje pa je k namestil zasedo. In jaz kot malo pridni vaški tat, izmaknil mu za mrak bi pesna vdiha in z njim pobrisal jo na nos na vrat. Tja ven v razlito noč po nekaj stiha, a me premami blagodejni nič. Pa si prikličem urno še polič. Še eno rundo. Če bodo razmere dovoljevale, bo ob kulturnem prazniku na ogled tudi tvoja nova avtorska gledališka predstava z naslovom Pogosto jo videvam. Lahko še nekaj besed o tej predstavi? Ja, res je, upam, oziroma v Ščipovci upamo, da bo to možno glede na epidemiološke razmere. Ne. V bistvu satirično gledališče v Ščip teater bo predvidoma v okviru kulturnega praznika prihodnje leto pripravilo ta recital mojih sonetov. Ne. Zopet bo ta v tandemu na odru ali na deskah, kakorkoli že, Marjan Kranjc in pa Dejan Kalan. Marjan bo tretjino od teh sonetov, približno 7, uglasbil in odpel, ostale bo pa Dejan odrecitiral. Predvidoma bi naj bila premiera v knjižnici, mislim, na 11. februarja. Prihaja čas, da stopim pred sodnike. Zagovor si napišem kar na dlan. Le kdo izrezal je okvir iz slike? Nekjer ni prič in čakam jih za nam. Za muze vse, ki sem jih redno varal, z navdihom za vogali barantal, vse skozi se po malem tudi staral, z neba prejemal, a premalo dal. Za stihe neizpete poezije dolgujem rundo, lahko tudi 2, in punci, ki me kdaj pa kdaj pokrije, ob rundi še žepnine nekaj gre. A vam, predragi moji, čar sobane, naj kakšen dan in kakšno noč ostane. Veseli pa tudi dejstvo, da se v Panoramo vrača Zijalo tedna. Zagotovo v teh časih tem ne bo zmanjkalo. Definitivno, jaz sem sicer junija letos zadevo zaključil, ker sem pač moral še do konca sfiniširati oba moja projekta, zbirko in pa gledališko predstavo. Zdaj smo se dogovorili z uredništvom Panorame, da dejansko štartamo z januarjem in prvo Zijalo tedna satirično bo že 6. januarja v Panorami, na zadnji strani.